Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dnevnem pregledu najzanimivejšega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Med kandidati za ministre v četrti Janševi vladi tudi Polona Rifelj. Prostovoljno gasilsko društvo Letuš bo ob 120-letnici delovanja prejelo novo gasilsko vozilo. Na Vranskem v znamenju športa in druženja. 45. Cicibanijada odlično uspela. Potem, ko je mandat za sestavo nove slovenske vlade dobil Janez Janša, so zdaj znani tudi kandidati za ministre. Četrta Janševa vlada naj bi imela 15 ministrov, pri čemer je 7 resorjev pripadlo SDS, NSI in Fokus bosta vodila po 5 ministrstev, Demokrati pa 3. Med kandidati je tudi predsednica celjskega odbora SDS Polona Rifelj, ki naj bi postala ministrica za okolje in prostor. Odzvala sem se na vabilo predsednika vlade Janeza Janše. Mislim, da gre za pozicijo, ki jo moraš imeti z veliko odgovornostjo in tudi s častjo, da lahko narediš nekaj dobrega za svojo domovino, za svojo državo in svoje sodržavljane. Pričakujemo kar veliko odprtih front na področju okolja, ki seveda trajajo že desetletja v Sloveniji, niso rešena, če samo pomislimo na zadrževalnike za vodo, kar se tiče poplav, zapletene zakonodaje, kar se tiče pridobivanja gradbenih dovoljenj, kar se moramo lotiti in poenostaviti za postopke glede soglasodajalcev, omogočiti ljudem, da bodo lažje gradili na svoji zemlji, predvsem, če pogledamo na podeželju, da se ne bodo izsiljevali. Potem je potrebno se lotiti tudi stanovanjske problematike, sicer na malce drugačen način, kot je bila zastavljena do sedaj. Potem imamo težave z odpadki, sežigalnicami, tako da mislim, da bo kar nekaj izzivov in upam oziroma verjamem, da jih bomo tudi uspešno naslavljali. Prostovoljno gasilsko društvo Letuš praznuje 120-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so z občino Braslovče podpisali pogodbo za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVM-1. Prostovoljno gasilsko društvo Letuš je eno od 7 gasilskih društev, ki delujejo v občini Braslovče. Ob 120-letnici delovanja bodo prejeli novo gasilsko vozilo. Moram reči, da sem neizmerno ponosen na naše gasilke in gasilce v naši občini. To so res osrednji steber naše družbe. Ne samo takrat, ko potrebujejo pomoč ljudje, nesebično res pomagajo z neizmernim poslanstvom, z srcem, z znanjem, energijo, ampak tudi takrat, ko z raznimi dogodki povezujejo ljudi, predvsem pa tisto tudi najpomembnejše, prenašajo znanje in človeške vrednote na najmlajše generacije. To je res izredno pomembno in naša naloga je, da podpremo gasilce in gasilke v največji meri, kar je možno. Zato tudi sofinanciramo taka vozila, ki so nujno potrebna za opravljanje njihovega poslanstva. Novo vozilo za prevoz moštva bo pripravljeno za uradno predajo 28. avgusta letos, ko bo v Letušu potekala osrednja slovesnost z gasilsko veselico ob 120-letnici tamkajšnjih gasilcev. To je vozilo GVM-1, vozilo je namenjeno v prevozu moštva, znamke MAN, vrednost vozila, predelanega vozila je 68.500, pa še potem oprema, ki smo jo noter dali tipizirano. Občina je sofinancirana 34.500, vse ostalo pa smo nabrali z lastnimi sredstvi za nabirko po kraju in pa izven kraja. Zato se tudi obenem zahvaljujem vsem donatorjem, ki so pripomogli k nabavi. Si pa letuški gasilci, saj njihov gasilski dom leži na poplavnem območju, želijo tudi nove prostore za svoje delovanje. V poplavah, ki so bile 23 leta, smo bili zelo poškodovani. Naš gasilski dom je bilo približno 1,80 m vode, tako da smo tik ob reko Savinjo in je namen oziroma plan, da se bi ta dom prestavil, se pravi na varnejšo lokacijo. Občina Braslovče v letošnjem letu za sistem zaščite in reševanja namenja skupno skoraj 392 tisoč evrov.
Smo v zadnjih 8 letih zelo dobro poskrbeli, namreč proračun smo dvignili, namenjen za zaščito in reševanje zagotovo za 300-400%, letos je namenjeno 800 000 evrov. Praktično vsa gasilska društva, 7 jih je v našem gasilskem poveljstvu, občine Braslovče imajo gasilsko vozilo, ki vsebuje vodo, se pravi gasilsko cisterno. Letos bo to dobilo tudi novo PGD Dobrovle, ki je v bistvu najbolj oddaljeno v naši občini in je zato potrebno še toliko bolj, da imajo, bom rekel, ustrezno opremo za zaščito in reševanje. Zdaj smo praktično gasilska vozila za prevoz moštva lani začeli z prenovo celotnega voznega parka vsem 7 društvom. Ta je zdaj 3. v vrsti, drugo leto in pa potem zadnji še leta 2029. Moram reči, da z gasilskimi društvi izredno dobro sodelujemo in imajo vso mojo podporo, ker sem res neizmerno ponosen na vse. Na Vranskem so pri športni dvorani ponovno pripravili dogodek Veter v laseh. Na športni prireditvi so se predstavila številna domača društva, obiskovalci pa so se lahko preizkusili v različnih športnih in zabavnih aktivnostih. Dogodek je bil namenjen spodbujanju gibanja, druženju in zdravemu načinu življenja. Vsakoletni dogodek je tudi tokrat privabil številne obiskovalce, ki so lahko spoznali delovanje številnih društev, ki delujejo na Vranskem. Letos smo pripravili zelo zanimive aktivnosti, od nogometa, košarke, potem tudi štrbung in jamari, se pravi jamorski poligon. Potem se nam je pridružil zavod Srečen.si, ki dela meritve telesne sestave. Potem imamo tudi jogo, medgeneracijski center in frizbi in mnogo različnih športnih aktivnosti. Na dogodek so bili povabljeni prav vsi. To je medgeneracijski namen za otroke, starše, stare starše, tete, strice, tako v glavnem so namenjeno je za vse, da odložimo vsaj ta trenutek telefon in pa da se gibamo v naravi. Na Vetru v laseh so se predstavili tudi jamarji. Veter v laseh je ena taka super priložnost. V prvi vrsti, da lahko občani v bistvu spoznajo, katera društva sploh delujemo tule v občini, s čim se ukvarjamo, sploh tista, ki smo bolj skrita, tako jamarja, ki smo bolj pod površjem kot pa nad površjem. Dobra priložnost, odlična za druženje, za medsebojno doživetje, lep dan. Mi danes tukaj predstavljamo našo novo pridobitev, jamarski poligon, ki je v bistvu namenjen tako otrokom kot tudi odraslim, tako da tudi vsi odrasli, tudi starši so vabljeni, da se preizkusijo v njem. Je ena taka ponazoritev jamskega okolja, malo ožin, malo takih zapletenih prehodov. Vsi opazovalci se lahko zabavamo ob tem, ko opazujemo tistega, ki se muči in prehaja skozi ta naš poligon. Dogodek je plod sodelovanja. Že kar nekaj let zapored Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko skupaj z sodelovanjem z občino in še z nekaterimi drugimi pripravi vsako leto Veter v laseh in pa pohod z guštom. To bi se naj zgodilo pri nas že prejšnjo soboto, vendar nam je vreme ponagajalo, tako da smo predstavili na današnji dan, ki pa je res čudovit. Eden poglavitnih ciljev dogodka je medgeneracijsko povezovanje. Tukaj pa tudi se predstavljajo različna društva. Tukaj so prisotni starši, otroci, dedki, babice, gre za medgeneracijsko povezovanje. Skupaj trenirajo, ugotavljajo, ki so dobri, ki lahko se še kaj izboljšajo in zagotovo je to neka zdrava droga in prav je, da se tukaj združujejo in pokažejo, kaj zmorejo in grejo potem močnejši naprej. Letos je Veter v laseh gostilo lani zgrajeno športno igrišče. Zato imamo ravno tukaj zadaj športno igrišče, ki smo ga v lanskem letu predali namenu. To je dobro zaživelo, lahko tukaj res kvalitetno trenirajo in se tudi rekreirajo, ne samo vrhunski športniki, tudi vsi ostali. Verjamem, da si vzamejo dovolj časa in da imajo dovolj površin. Lahko bomo še kaj nadgradili, ko bomo še pridobili kakšne dodatne prostore. Mislim zato, da bomo lahko še kaj zgradila, ne smo v prostorski stiski, kar se površin tiče. Zaenkrat mislim, da imamo vse tisto, kar je osnovno, da lahko na Vranskem ponudimo, vedno pa je lahko še boljše in k temu bomo tudi stremeli. V športnem društvu Gaberje Celje so pripravili 45. Cicibanjado, spretnostni poligon za predšolske otroke iz otroških vrtcev in športnih društev.
Gre za tradicionalno srečanje v okviru akcije Veter v laseh s športom proti zasvojenosti, ki poteka pod okriljem Športne unije Slovenije. Cicibanjado, tradicionalno športno prireditev za najmlajše iz otroških vrtcev in športnih društev pri Športnem društvu Gaberje Celje pripravijo ob zaključku meseca maja in ima svoje korenine v gimnastičnih mnogobojih, ki so jih v preteklosti pripravljali na prostem v mesecu maju ob nekdanjem dnevu mladosti. Zadnjih 31 let pa jo izvajajo v okviru akcije Veter v laseh športom proti zasvojenostim, ki jo koordinira Športna unija Slovenije. Njen osnovni namen pa je seveda že otroke v rosni mladosti 3, 4 ali 5 let navaditi in navdušiti za športne aktivnosti in to akcijo v Športnem društvu Gaberje Celje uspešno združujejo pod svojim znakom kakovosti Zdravo društvo ob zaključku sezone in že 45. po vrsti, kar je kar mali jubilej. Pravzaprav smo veseli, da smo tako daleč prišli, da imamo že 45. Cicibanjado, to se pravi neko prireditev za najmlajše in v tej prireditvi želimo enostavno, da otroci prikažejo, kako imajo radi gibanje, koliko so se v enem letu naučili in pa da jim mi prizgojimo nek trajni občutek za gibanje, kar je bistvenega pomena za kasneje v življenju. Malčki so se s svojimi spremljevalci in starši najprej zbrali na igrišču, kjer so se ogreli, spretnostni poligon, pri katerem so kratkohlačniki pokazali izjemne spretnosti, pa so izvedli v telovadnici častitljivega nekdanjega sokoljskega doma iz leta 1908, v katerem deluje Športno društvo Gaberje Celje. Sicer pa je ta športna akcija ena izmed glavnih programskih aktivnosti društva v njihovem celoletnem delovanju. Že sam podatek, da je 45. po vrsti, se nam zagotovo zdi, da je izredno pomembna. Pomembna je pa zaradi tega, ker sledimo cilju, kar se najmlajši naučijo ali pa kar se Janezek nauči, potem tudi Janez zna. Je pa res, da imamo danes srečo, da je sonce, kombinirali bomo program zunaj na terenu tudi z risanjem na asfalt in z plesnimi in pevskimi točkami, poligon bomo pa ustvarili v telovadnici. Z udeležbo ste zadovoljni, ne? Ja, ne čist popolnoma, ampak en kompleten vrtec je prisoten, to je vrtec Tončke Čečeve in smo ponosni za to, ker je tudi sedež v Gaberju. Drugo pa je, da imajo v drugi vrsti v tem času tudi svoje prireditve in se včasih ne morejo udeležiti naše. Vzdušje pri tem, ko so se najmlajši pomerili v spretnostnem poligonu, v katerem so bili itak vsi zmagovalci, je bilo seveda izjemno doživeto. Svojim bučnim spodbujanjem številnih staršev, vzgojiteljev in drugih obiskovalcev so v Cicibanjadi pridijali pravi športni pridih. Prireditvi pa se je tudi letos pridružila aktualna mlečna kraljica Zelene doline, ki je vsakemu sodelujočemu po uspešno opravljeni nalogi stisnila spodbudno petko. Meni se zdi zelo lepo, da se otroci tako z veseljem udeležijo tega dogodka, res lepo, da se razmigajo, pa da so veseli, da sem tukaj. No? In mlečna kraljica rada obišče takšne dogodke, kot je Cicibanjada. Seveda, z veseljem. Tudi letos so malčki zaključili prireditev s plesom in glasbo ter risanjem na asfalt. In ker ima Športno društvo Gaberje uradno tudi licenci Zdravo društvo in naravi prijazni športi, ki jo dodeljuje Športna unija Slovenije, so udeleženci sabo prinesli kot vstopnico plastične zamaške, ki jih zbirajo za pomoč perspektivnim mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij. S Cicibanjado pa poletnih športnih aktivnosti v Športnem društvu Gaberje Celje še ni konec. Med drugim v soboto 6. junija pripravljajo tradicionalno prijateljsko športno srečanje 3 športnih društev iz Bakovcev pri Murski Soboti, Kopra in celjskega Gaberja.
pod skupnim naslovom Bakoga. V Celju se je konec prejšnjega tedna začel mednarodni teniški turnir Tennis Europe za igralke in igralce do 14 let. Na njem nastopa več kot 90 tekmovalk in tekmovalcev iz 16 držav. Celjski klub bo podoben turnir za igralke in igralce do 16. leta starosti organiziral v začetku meseca julija. Do sobote bo nekje trajal, finale pričakujemo, da bo v soboto. Udeležencev je približno 90 iz približno 16 držav. Ene izmed njih so na primer Tajpej, Amerika, Avstralija, potem pa te naše bližje Avstrija, Hrvaška, Italija. Poteka tako, kot smo že rekli, od sobote do sobote, se pravi en teden oziroma 8 dni traja turnir. In na naših igriščih od zjutraj do večera potekajo tekme tako v kategoriji singles, posamezniki in v kategoriji dvojic. Tennis Europe se reče, ker je organizator, se pravi Tennis Europe, se pravi se turniri po Evropi, ampak udeleženci pa lahko pridejo iz celega sveta, tako da dostop ima vsak, je pa res, da dosti teh igralcev, ki so primeri iz Avstralije, Tajpeja, Amerike, so nekako po turneji 2, 3, 4 mesece po Evropi in igrajo te turnire, da se ne vozijo za en oziroma dva turnirja. Nekaj pa je tudi takih, da trenirajo primer na kakem Hrvaškem ali v Nemčiji ali bilo kaj takega, pa potem nekako so tu zraven v tej kategoriji Tennis Europa. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krevne plohe in nevihte. Ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.